Lepo zdrav vsem skupaj. Današnjo sejo odbora za obrambo smo prekinili in jo bomo nadaljevali enkrat v bližnji prihodnosti. Zdaj v tem primeru smo priča različnim pogledom, na eni strani Ministrstva za obrambo, na drugi strani pa Slovenske vojske, kar se tiče nakupa 8 kolesnikov. In ker se je seja odvijala tako, kot se je, smo poslanci soglasno, enotno odločili, da podpiramo projekt nakupa 8 kolesnikov, vendar pa nismo poslanci tisti, ki bomo v vlogi mediatorja med Generalštabom Slovenske vojske na eni strani in pa Ministrstvom za obrambo na drugi strani. Podpiramo transparenten projekt, zato smo sejo prekinili in se zmenili, da ko se Generalštab Slovenske vojske in pa Ministrstvo za obrambo uskladita, v kakšen nakup bomo šli, kakšne oklepnike sploh potrebujemo, kakšne so naše realne finančne zmožnosti. To bi lahko bilo v roku nekje 2-3 tednov, da nas takrat Ministrstvo za obrambo o tem obvesti, pridejo nazaj in se na zaprti seji seznanimo s tem, kaj bomo dejansko kupili in da se ta saga različnih pogledov in medijskih obračunavanj tudi zaključi. Kako pa kaže v tej fazi, na kateri točki se zdaj s Ministrstvom za obrambo? Poglejte, zmenili smo se, da ne bomo komentirali postopka, da bomo dali izjavo potem, ko bo več znano. Lahko pa rečem, da bodo potrebovali še kar nekaj usklajevanj, ker nihče si ne želi, da bi zopet na račun političnega preigravanja znotraj Slovenske vojske in pa znotraj Ministrstva za obrambo potem trpel ugled Slovenske vojske. Nihče od poslancev si ne želi še ene afere Patria, ko bomo morali potem uveljavljati protikorupcijske klavzule in bo Slovenska vojska tista, ki bo potegnila takrat. To bo zopet umazano v njeno ime, kar je prvo, drugo pa ostali bodo brez prepotrebne opreme. To so trenutno oklepniki 8. Okay. Hvala.